Ta teden praznujemo teden taborništva s sloganom Izzivamo sanje in začeli smo ga že v ponedeljek, 11. aprila, ko smo začeli s taborniškimi veščinami. Vsak popoldan smo se ta teden zbrali na teh aktivnostih, se pravi ponedeljek na taborniških veščinah, v torek smo imeli igre brez meja, smo se igrali taborniške igre, v sredo je bil malo bolj športno obarvan dan, smo tekli orientacijski tek in pa imeli smo orientacijo za mlajše. Včeraj, v četrtek, smo imeli pionirstvo in smo postavili te čudovite objekte, ki jih vidite za nami. Danes pa so na sporedu ustvarjalne delavnice, ustvarjamo bročke, rutke in podobne stvari. Včeraj smo imeli tudi taborniški večer ob ognju, imitaciji ognja na sredini Prešernovega trga in zbralo se nas je čez 200 tabornikov in tabornic in pa mimoidočih. Jutri pa zaključimo teden taborništva s festivalom, taborniškim festivalom v Tivoliju, kjer pa nas bo še več in še bolj pestro in še več delavnic. Bi se to zna Jack Fuller povedati? Ne, no. Ne, to si ti na tiskovki Fuller povedal, ker jaz imam vedno probleme s tem. Zakaj je fajn biti tabornik? Zato, ker si v dobri družbi, imaš milijon priložnosti za razne doživljaje, tudi za neumnosti, za izlete, za taborenja. V glavnem, človek, ki je tabornik, se lahko tukaj zelo dobro počuti. V bistvu se zelo veliko naučimo. In se veliko naučiš. Naučiš se v bistvu s tem, da se sploh ne zavedaš, da se marsikaj naučiš. Čistko prek raznih iger, prek dogodivščin, ki jih počneš, prek različnih vlog, ki ti jih ponudijo, da kaj organiziraš, pomagaš. Medtem ko si v bistvu tabornik, je to tvoj način življenja in je hkrati tudi v bistvu šola za življenje. In se veliko naučiš takih praktičnih stvari, ki jih sicer ne bi v nobenem drugem društvu. V bistvu nekako ti obogatiš ti življenje, se mi zdi. Ja. Posebna druščina ljudi. Ja, najbolj zanimivo je to, da se tega, kar si se naučil, zaveš šele kasneje. Medtem, ko si ti nek mladenič ali pa mladenka in se imaš fajn, sploh ne veš, kaj si vse pridobil. Tega se zaveš kasneje in je to ful v redu. Ja, rutke pri nas predstavljajo starostno skupino, ki grejo od najmlajših, ki imajo rumene rutke, potem so rdeče, zelene, modre, oranžne in vijolične. S tem se pač nekako ličujemo po starosti. V bistvu. Bolj solidarnostni duh. Smo nekako zelo tudi tekmovalni, ampak se v bistvu skozi vso to tekmo med igro učimo tudi solidarnosti in sodelovanja. Pomagamo drug drugemu in skozi to v bistvu razvijamo timsko delo in v bistvu način dela, ki je potem tudi v podjetjih recimo zelo primeren in je iskan tak način dela in tak način razmišljanja, kako se človek lahko potem dobro izkaže tudi pri svojem delu. Mi veliko svojih aktivnosti upravljamo v naravi in tam se treba znajti hitro in to je v bistvu za življenje zelo pomembno. In se že večkrat izkazali, da smo taborniki rešili marsikatero težavo. Tako, ko smo bili v kakšni skupini, ne taborniški, pa smo se znali znajti, kaj je marsikdo malo pogledal, kaj je pa zdaj naredili. Včasih boljš, kot sami profesionalci. Ja, točno tako, ja. Tabornik je iznajdljiv. Leta 2014 bomo v Ljubljani gostili svetovno skavtsko konferenco, kjer se bo zbralo približno 1500 delegatov iz celega sveta. Pred tem dogodkom bomo gostili na Rogli svetovni skavtski forum mladih, kjer bojo mladi oblikovali v bistvu smernice taborniške organizacije, ki se potem na tej konferenci, ki bo v Ljubljani, potem potrdijo in uvedejo v politiko organizacije. Ta dogodek, ki smo ga dobili, je za nas bil zelo velik izziv, da smo se ga sploh lotili in zdaj je to še večji izziv pa je, da ga bomo tudi speljali in mislimo, da smo sposobni to speljati. V bistvu to je pri tabornikih dejansko nek največji dogodek na najvišji ravni, ki se zgodi vsake 4 leta. Tako da je velik izziv za celotno organizacijo. Sploh, če vemo ali pa če povemo, da je v svetu tabornikov 30 milijonov
In je potem tak dogodek v bistvu zelo pomemben, bi rekel. No. Ni to majhen mačji kašelj, bom rekel. V Sloveniji je približno 8000 tabornikov, okrog malo manj kot 100 rodov. V Ljubljani nas je 1600 do 1800, pa 16 rodov. Smo največja mladinska organizacija Ja, v smo Sloveniji. pa največja mladinska organizacija v Sloveniji. Ja, ne vem, kaj bi še povedal. Ja, najlažje je pač kontaktirati kar mestno oziroma Zvezo tabornikov Slovenije, ki najdete na internetu in od tam vas usmerijo potem na najbližji rod, glede na to, kjer stanujete. Če pa Najlažje in tudi največ članov pa pridobimo tako, da se sošolci pač odločijo, ker imajo nekega tabornika za sošolca in se tudi oni pridružijo tej skupini, ali pa če so otroci mlajši, starši potem pripeljejo, ker tudi slišijo kakšno dobro o tej zadevi. Drugače pa ja, septembra na začetku imamo propagandne dneve na osnovnih šolah, kjer se predstavimo s svojimi dejavnostmi. Tam pa v bistvu ponovadi tudi delimo razne letake pa kupončke, kam se lahko vpišejo z informacijami, kakšnimi letaki. Tako da.